Božična in novoletna praznovanja so bila med vojaki v strelskih jarkih in med prebivalstvom v zaledju precej drugačna kot v mirnem času. Ni božičnega razpoloženja in božičnega duha, je v prilogi leta 1914 pred prazniki zapisal Slovenec. Pri stikih s svojci so se običajnim razglednicam in pismom pred prazniki pridružili paketi z darili. Vojno-oskrbovalni uradi na čelu z osrednjim uradom na Dunaju so pred prazniki organizirali zbiranje prostovoljnih denarnih prispevkov za darila vojakom. Pri tem so sodelovala dobrodelna društva, vse je bilo povezano z vojno-propagandnimi uradi. Glede paketov, tako imenovanih vojno-poštnih zavojev, so že leta 1914 bila izdelana zelo natančna navodila. V javnosti so se posebej okrepila pred božičnimi prazniki. Paketi niso smeli biti težji več kot 5 kg in ne večji kot 60 cm. Zavoji so morali biti vremensko vzdržljivi in trpežni. Poleg oblačil, drobne opreme, cigar, cigaret in tobaka so se lahko na primer decembra 1914 pošiljala tudi nepokvarljiva živila, prekajeno meso, suhe klobase, salame, trcir, prepečene s keks, čokolada, čaj, konzerve v pločevinkah in podobne stvari. Pri tem vojna pošta ni prevzemala nobene odgovornosti za pakete in ni jamčila niti za pravočasno, niti pravilno dostavo naslovniku. Paketi, ki jih naslovniku ni bilo mogoče izročiti, so bili razdeljeni vojaški enoti. Od aprila 1915 v paketih ni smelo biti več hrane in vse poštne pošiljke so bile podvržene strogi cenzuri. Uradi so svetovali obdarovanje posameznih vojaških enot kot celote, ne posameznih vojakov. V tem smislu so se organizirale podružnice preskrbovalnega urada in prostovoljni ženski, tako imenovani gospejni odbori. V Ljubljani, na primer, so organizirali obdarovanja vojakom krajinskih vojakov 17. pehotnega polka in 27. domobranskega pehotnega polka. V zaledju je bila seveda posebna pozornost ves čas vojne namenjena ranjencem. Zanje so bili organizirani posebni božični večeri. Slovenski vojak 7. pehotnega polka, ki so mu operirali noge v bolnišnici na Dunaju, kjer je preživel božič 1914, se je spominjal: sveti večer, ki smo ga medtem obhajali, je bil tu zelo lep. Dunajčani so nam prinesli mnoge reči. Tudi službo božjo opravljajo v tej bolnišnici. Na sveti dan smo se skoraj vsi udeležili. Na ta dan nas je obiskala tudi vojvodinja. Glede obdarovanja otrok v zaledju si je za božične praznike 1916 Fran Milčinski zapisal, da je bila njegova hčerka obdarovana z igračko punčko, značilno za vojno oblečeno za sestro Rdečega križa, sinova pa sta dobila igrače, puške in vojake. Odrasli pa so si ob splošnem pomanjkanju in padcu vrednosti denarja podarjali praktična darila, kot so bila na primer živa kokoš, sladko, rolje in podobno. Praktična darila, kot je bilo na primer perilo, so svetovali tudi oglasi v prazničnih številkah časopisov. Za najlepša, najcenejša in najbolj času primerna božična darila so veljali železni prstani v sklopu akcije Zlato za železo. Ljubljanski trgovec z urami in nakitom Černe jih je izdeloval in prodajal v svoji delavnici na Wolfovi, 5% cene je šlo v korist Rdečega križa. V zaledju so bile preproste sladkarije, ki jih je v Ljubljani prodajal Šumi, hitro razprodane, primanjkovalo je svečk za jelke in seveda drugih za praznike običajnih stvari. Vse je bilo maksimirano, cene so bile maksimirane, tako tudi cena božičnih dreves so bile natančno določene in posameznemu kupcu je bilo prepovedano prodati več kot 24 okrasnih svečk. Seveda je pa bilo drugačno in posebej težavno praznovanje v strelskih jarkih. Če je le bilo možno, so se tudi vojaki na fronti postavljali novoletna božična drevesca in prižgali kakšno svečo. V precej obsežni spominski in dnevniški literaturi slovenskih vojakov naletimo na zelo različne izkušnje in pričevanja o druženju in preživljanju prazničnih dni. Anton Grahek se je za božič 1914 svoji enoti na vzhodni fronti prvič srečal z ušmi. Bil je božič, doma vse veselo, praznično, mi pa pobiramo uši. Marsikateremu so stopile solze v oči. Topničan Albin Mlakar se je spominjal, da so si decembra 1915 na Soškem bojišču postavili na mizo malo božično drevesce s 6 svečkami. Nato je odšel do razgleda v strelskem jarku, kot je sam zapisal, k polnočnici,
kjer je videl, da je vsa podgora osvetljena z lučkami kot božično drevo, a namesto prazničnega zvonjenja, ki so ga vsi pogrešali, so se oglasili bobneči topovi. Tudi vojak 17. pehotnega polka Franz Roeh se je božiča 1917 spominjal, da je sedel v temni, zakajeni, vlažni in mrzli kaverni, ki ga je ščitila pred besno italijansko artilerijo ravno na ta večer, v katerem človeštvo tako upa na mir. Predvsem vojaki na vzhodni fronti so se pogosto pritoževali, da so sovražniki povečali svoj pritisk ravno v bližini praznikov. Frank Arnejc je bil na božični dan leta 1917 odlikovan z malo srebrno medaljo za boje pri Bovcu in Tilmentu ob uspešnem preboju italijanske fronte. Ob tem je zapisal, da je bil najbolj vesel, da je ušel za zdravimi ljudi iz strašnega bojnega pekla. Seveda, v podobnem razpoloženju so minevala tudi vojna silvestrovanja. Vojaki so si v neposrednem zaledju organizirali seveda tudi svoja praznovanja, ki so bila tudi precej zabavna. Da bi nam čas hitreje minil, smo imeli tudi harmoniko in smo plesali. Pogosto so vojaki na novoletne praznike obiskali tudi gledališke in njim namenjene kino predstave. Najpogostejše voščilo je bilo čim prej konec morije in da bi se vojaki čim prej vrnili na svoje domove. Tudi med civilisti so zaradi dolgotrajne vojne optimistična novoletna voščila prišla iz mode. Tako si je vsaj zabeležil Fran Milčinski v svoj dnevnik 1. januarja 1918 ob razočaranju, ker ni dobil voščil kot prejšnja leta.